Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v sklopu radijskih svetovalnih oddaj. Dan pred praznikom, Marijinim praznikom, smo povabili k pogovoru magistrico Darjo Kalamar-Frece. Pozdravljeni. Dobrodošli, pozdravljeni. Ja, tako pozdravljeni in dobrodošli radi rečemo in s tem izkazujete tudi širino svojega srca, gospa Darja, ker se veselimo drug drugega, tudi to je na nek način lahko Marijin zgled. Najprej vprašanje, ker ste iz stroke, logoterapevtka, predavateljica, zelo pogosto tudi z ljudmi v stiku, magistrica psihosocialne pomoči. Kako vi prepoznate to tematiko, vloga Marije za sodobno žensko? Se vam zdi dobro, da se o tem govori, da se tudi posodablja oziroma da se ljudje vedno znova pogovarjamo o liku Marije, čeprav z njo rastemo, se k njej zatekamo? Moja prva beseda dobrodošli se mi zdi, da je nakazala, da vedno, ko imamo sogovornika, vstopamo v nek odnos. In se mi zdi, da je bila tako eno po svetem duhu dana, ker Marija je res rekla, zgodi se. V svojih prvih, ko jo je angel obiskal, je odprla svoje srce. In tako lahko nekako tudi sodobna ženska nekako vzame lik Marije kot zgodi se. Ampak kaj se s tem mislimo? Mi velikokrat potem rečemo, Marija je bila nesvobodna, ne? Da jo je Bog malo v svoji ideji prisilil. Ampak daleč od tega, če beremo različne cerkvene očete, od svetega Ireneja, svetega Bernarda, vedno znova vidimo, da je Marija ta zgodi se res vzela iz čiste, preproste poslušnosti, iz svoje lastne osebne svobode. In ta lastna osebna svoboda se mi zdi, da nam je tukaj Marija lahko kot sodobnim ženskam, sodobnim, prosim, vzamemo v narekovaju, ampak bom rekla ženskam današnjega časa, res en taki velik zgled, da svobodno se vsem srcem odločamo za stvari, ki nam jih prinaša življenje. Kaj v to svobodo lahko vse odkemo? Je svoboda tudi v tej povezavi, da ni toliko primerjanja, ker sodobne ženske se primerjamo, morda so se vedno, da si izberemo tako zunanji izgled kot nastopanje. Družbeno se precej oblikujemo in smo si podobne. Tudi v tem pomenu, da ženska najde v sebi neko svojo istovetnost, sebi neko zvesto držo? Seveda, vsekakor. Ne? Vsaka ženska mora najti ta svoj notranji čut, ali kako bi lahko rekla, ampak svoje osebno dostojanstvo, da točno ve, da to, kar je ona, da ni nobene na tem svetu enake. To se lahko po tej bogopodobnosti izhajamo in ta sodoben, moderen čas, ko nas velikokrat lahko potiska v razmišljanje ali pa, kot ste rekli, v primerjanje. Ne, jaz sem se zdaj pripeljala in sem na poti videla kar veliko jumbo plakatov oziroma jumbo plakatov, ki nas nekako kličejo k temi, kakšne moramo biti ženske s tako postavo in tako naprej. Ampak ne, ni poanta v tem. Če vsaka ženska je v svoji biti res lahko v eni samoti, kateri nas kliče Bog, ne, tudi ko nas Marija kliče k tej samoti, pa kaj pomeni biti v samoti? Pomeni, da si lahko v stiku sam s sabo. In če sem jaz v stiku sama s seboj, pomeni, ne glede kakšna je moja soseda, ne glede kakšna je moja sogovornica, ampak da jaz vem, da sem to jaz. Če smo izgubili ta stik s seboj, kako ga lahko znova najdemo? Kje se začne ta pot? Verjetno najprej pri tem, da si priznaš, da je nekaj v življenju šlo v drugačno smer, kot bi sem si jaz predstavljala ali pa sem si želim. Tukaj je veliko dejavnikov, ki lahko pripeljajo k temu, da ženska zgubi stik sama s seboj. Današnji način življenja, se pravi službe, potem družina, potem vse dejavnosti, ki jih
nekako moramo oziroma nas silijo, da opravljamo znotraj družinskega življenja in ta tempo. In potem še vsa pričakovanja, družbena pričakovanja, če lahko tako rečem, nas velikokrat pahnajo k temu, da smo nagnjeni bolj k zunanjemu svetu, kot pa da res si vzamemo čas vsak dan. Jaz vedno rečem svojim sogovornikom, tudi to, če je 15 minut na dan, ampak da vedno znova lahko slediš sebi in svojim spremembam in da vedno znova odkrivaš, kdo sem jaz za jaz kot Darja. Kakšen je odnos sodobne družbe do ženske? Kako vi skozi svoje strokovne oči, tudi pogosto srečevanje z ljudmi, kaj prepoznavate? Kje so priložnosti, kje so izzivi? Za družbo širše in za žensko, vsako posamezno. Zdaj, se mi zdi, da smo slovenske ženske lahko Bogu hvaležne, da smo se rodile tukaj, v tem okolju, slovenskem okolju, državi, kjer živimo res mir, ne, v dobesednem pomenu, in se mi zdi, da je to ena res velika danost. Zdaj pa, kakšne priložnosti, ja, veliko bi se še dalo izboljšati tudi v Sloveniji na področju, kako bi se lahko temu izrazila, odnosa do žensk. Ampak se mi zdi, da če imamo prave usmeritve oziroma da nekako smo v dialogu, ne, zdaj z komarkoli, ne, zdaj, če govorimo potem z našim nasprotnim spolom, z moškim, da vedno se da tudi na tej poti najti korake, kje se lahko še prihaja do izboljševanj. Ampak ker smo v Sloveniji, ja, prihaja še velikokrat, ne, do neenakosti, do neenakopravnosti, ne, in bi lahko še teh predevnikov kar nekaj našli. Ampak se mi zdi, da nekje v bistvu, v središču pa v Sloveniji ženske res lahko živimo svojo poslanstvo, ki nam jo Bog namenja. Bova spregovorili tudi o tem, kakšno naj bi bilo poslanstvo, kaj je ženski princip. Pravite, so pa še vedno izzivi, pregovorno govorimo o šibkejšem spolu. Lepo je, če imamo v mislih, da moški lažje premakne neko težo, ampak vemo, da ni samo to. Vemo, da ima ta šibkost mnogo podtonov. Tako. Zdaj, ne, ta šibkejši spol, jaz upam, da mislimo v nekem pozitivnem smislu. Ne, jaz skozi zgodovino so bile anomalije, takšne in drugačne, ne, moramo malo razumeti kulturni kontekst naše preteklosti, ne, zdaj, če govorive o 100 letih nazaj, so seveda naše prababice, tudi naše babice, mogoče tudi naše mame živele v drugačnem načinu življenja. Tudi malo je to pogojeno z miselnostjo, ki je nekako imel celotni zgodovinski filozofski tok, ne, v Evropi pa tudi širše, ki je na žensko jo pač postavljal, nažalost moramo reči, za domače ognjišče, ne bi rekli za domačo pečico v današnjem besedo, ampak to moramo res razumeti v tistem kulturnem okolju in v danem času. Danes pa moramo to šibko ženske verjetno razumemo malo v drugačnem smislu. Zdaj, kdaj ženska postane šibka? Jaz nekako verjamem, ali pa ni nujno, da imam prav, takrat, ko pozabi kdo ona je. In se nekako podredi in ne izhaja iz te osebne svobode, iz osebnega poslanstva, ki je nekako dano. Se pravi, to bi v nekem psihološkem vidiku bi lahko kar veliko našli, kaj to pomeni za šibkost v določene, ženska kot šibka. Ampak jaz ne bi preveč, ker potem je to veliko ali ne in veliko vej, ne, kamor lahko zajadrale. Magistrica Darja Kalamar-Frece, magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka, predavateljica, je tokrat naša sogovornica. Pred jutrišnjim Marijinim praznikom smo si izbrali naslov, potem pa to širino teme, Zgled Marije za sodobno žensko. Kako podpreti sodobno žensko? Znova imava zelo velik razpon, kako vzgojiti deklico,
da bo seveda postavljena v sebi samozavestna. Potem najstnice so znova na precejšnji preizkušnji, potem mlado žensko, ki se odloča po izbiri svojega življenja v polnosti, ko je polno inih področji, kjer mora biti zelo dobra, in seveda potem v zrelih letih, ko so spet neki drugi izzivi. Vmes pa vemo, da je ženska zelo izpostavljena tudi stvarem, o katerih sama niti ne odloča tako zelo, to so hormonske spremembe, cikli. Ženska ima vedno veliko zelo zahtevnih področji, ne glede na to, pri kateri starosti je. Kako podpreti sodobno žensko od njenih rosnih let do pozne starosti? Je kaj ključno, kaj je vsem skupnega? Jaz bi rekla čisto preprosto, tako laično, podpreti je v njeni biti to, kar je v določenem življenjskem razvoju oziroma v življenjskem starostnem obdobju. In ji pustiti, da se lahko razvija v tej njeni enkratnosti to, kar je, kamor jo kliče njeno poslanstvo oziroma kamor jo kliče, za kar jo je namenil Bog v tem našem času. Kako pa to prepoznamo, če smo ob njej? To je pa velika umetnost. Velika umetnost poslušanja in sprejemanja drugega takršnega, kot je. Čist preprosto rečeno, če mi neko najstnico, to v današnjem času veliko je teh tematik, veliko zdaj lahko podcastov poslušamo in razprav in tako naprej, ampak znana dejstva so, da se veliko najstnikov, zdaj če govoriva o najstnicah, sreča s takšnimi ali drugačnimi življenjskimi izzivi. Tudi z nekimi duševnimi motnjami, ki potem se lahko razvijajo še v kakšne drugačne oblike. In zdaj, če mi najstnico njo prepoznamo, da ona je dobra v umetnosti, da uživa, ko ustvarja. Ampak iz nekih družbenih norm, je zdaj biti umetnik v današnjem času, je prijetno, ni prijetno, je tudi iz finančnega vidika mogoče zanesljiv nek vir, mogoče tudi ne, ampak da jo potem starši vedo podpreti v tej njenem razvoju, ne da ji pripisujejo neke lastnosti oziroma od nje želijo, da postane nekaj, kar življenju ne bo nekako poenotila oziroma da ne bo vzela intimno za svoje. Zdaj, če govoriva o zreli ženskih najinih let, se pravi, jo podpreti tam v njenem poslanstvu, ko je že vključena še kar v neko družinsko okolje, in potem ne smemo pozabiti na tudi ta ustvarjalni del, se pravi neka kariera, služba ali kakorkoli že imenujemo, se pravi, da je ona lahko pri svojem delu, pri svojem poslanstvu ustvarja to, kar je njej biti. In tu je zelo pomembno, kakšno imamo podporno okolje. Pri najstnikih je podporno okolje, so starši, je neka širša, ali so učitelji, so kakšni ti strokovni sodelavci, ki se z njo ukvarjajo. Pri zreli ženski seveda ali njen mož, njen partner, sodelavci, prijatelji in tako naprej, tudi na koncu še starši, se pravi to podporno okolje, da se ženska lahko razvija v svoji biti. Ta bit je zelo pomembna. Ženska ima različne vloge skozi tok svojega življenja. Kako odigrati vlogo z vso odgovornostjo? Da vendarle nase ne pozabi, obenem pa seveda, da je odgovorna. Odgovorna najprej kot, prijateljica, učenka, poznaje seveda na delovnem mestu, kot partnerica, več je teh vlog, ker včasih kdo poučita, pozabi nase, ker je tako predana, družini, službi, delu. Kako lovi ženska ravnovesje? Ja. Se pravi, ta skrb za sebe, tako lahko rečemo v duhovnem, čustvenem, tudi v telesnem smislu, ne pomeni za žensko neko sebičnost ali neka narcisoidnost, v današnjem času to besedo zelo radi uporabljamo, ampak je to odgovorno upravljanje s svojim darom življenja. Ker življenje v celostno, mi smo celostna bitja, tako telesna, psihična, kot duhovna bitja, in to nam je zaupano. Tudi ta zunanja fizična skrb, to je eno, če mi verjamemo, da je naše telo tempelj Svetega Duha in mi z tem templjom moramo lepo ravnati, in če lepo ravnamo, ampak res celostno, to pomeni, da je to ena
čist osebnostna zrelost posamezne ženske. In ne smemo zanemariti nobenega dela, ker če malo zanemarimo enega in drugega, se potem to pozna v njenem čisto vsakodnevnem sobivanju. Tako kot sem že na začetku rekla, biti v samoti, biti sam s sabo 15 minut na dan, ne? To proti 24 uram bi rekli, je skoraj nič, ampak je velikokrat težko si vzeti teh 15 minut. Ne? In ta skrb, če bi ženske prepoznala, jaz potem vedno rečem, to se vidi, če je ženska res skrbi za sebe v celostnem pomenu, to ona diši, pa ne rabi si kupiti nobenega parfuma, ker ljudje ob njej začutijo, da je ona pristna. Ampak ta pristnost se izraža in se gradi skozi ne glede. Ja, začne se pa že čist v preprostih prvih rosnih dnevih, bom jaz rekla, ko je ta skrb zaupana nekomu drugemu in potem počasi spušča skrbnik, ne, to so oče in mama ali pa res skrbnik, da ženska skrbi za sebe. Ti trenutki, ko ženska znova išče poti nazaj k sebi, torej k tistemu bistvu, kjer se sreča tudi z Bogom, ne nazadnje, saj vedno so ti odmiki zelo lahko globoki, kontemplativni, torej to je bistveno potem za vse njene ostale vloge. Če te postavitve ni, če tega temelja ni, če vas prav razumem, smo hitreje na udaru, se razburimo, nas informacije, ki so okrog nas, hitreje vržejo s tira, prevladajo čustva, ki jih težko obvladujemo, od strahu, jeze, zamer. Zdaj, morava, tu bi rada samo še nekaj, eno tako nad alinejo rekla. Naše oziroma vaše poslušalke so verjetno nekatere bolj globoko verne, nekatere mogoče manj, nekatere to vernost izražajo oziroma opredelijo nekako na drugačen način. Zdaj, jaz kot logoterapeutka, ustanovitelj Viktor Frankl, on je vedno govoril o nekem nadsmislu oziroma je govoril o nekem prazaupanju v življenju. Ne? In da ne bo narobe razumljeno, da to samo katoliške družine oziroma katoliške ženske so potem sposobne najti ta svoj notranji mir, svojo poslanstvo in tako naprej, ne glede, da tukaj gre za neko prazaupanje, se pravi nekaj, kar je nad nami. Zdaj pa vsaka ženska, ne glede na svojo veroizpoved, pa ni nujno veroizpoved, to drugače opredeli. Ampak važno je, da ve, da je preprosto laično rečeno nekdo nad nami. Kaj zdaj ta nekdo oziroma kdo je ta nekdo, to vsaka ženska posamezno ve. In kaj je zdaj bistvo? Vsaka izmed nas potem najde tisto pravi vir ali pa pravo opolnomočenje, kjer nekako prepozna to poslanstvo. Oziroma, da prepozna vedeti, kaj je res njej pristnega. Spozna lahko to sama ali vedno lažje in hitreje v dvogovoru? Ustvarjeni smo kot odnosna bitja. In drugi, ali je zdaj to nekdo ob nas, ni nujno, da je partner, nam lahko sopomaga, oziroma zdaj, če govorimo o partnerju, možu, njegova vloga je, da jaz postajam najboljše bistvo tega, kar je Bog začrtal za mene. Lahko imamo pa v sebi ravno tako, kot smo sami, ranjenega in si težko izbirata pravo pot. Tako, sta si lahko bolj ovira. Lahko sta si ovira, lahko je pa to priložnost. Lahko je pa to priložnost za rast enega in drugega. Zdaj v logoterapiji, ki je tako, jaz rečem, življenjska, zdaj upam si to trditi, pa jo zagovarjati, ampak ob drugem, če je tudi drugi ranjen, lahko jaz imam možnost tudi drugemu postaviti v pozitivnem smislu ogledalo, ne zato, ker jaz tako želim, ampak ker bi bilo to dobro in prav, oziroma mi še korak naprej, da najde smisel, zakaj se ta drugi ranjeni ob meni lahko spreminja. In mu jaz pustim to možnost. Zdaj, na kakšne načine imamo zelo mogoče iznajdljive, inteligentne, ko preko lastnih spoznanj, preko branja, preko poslušanja, in se nekako sama ob sebi, drug ob drugem, nekako imata to sposobnost drug drugega zdraviti,
prosim to besedo vzamite v narekovaju. So pa potem še druge možnosti. Nekateri si najdejo duhovne spremljevalce, drugi si najdejo psihoterapeute ali kakršnekolik druge pomoči, ki ob katerem potem, jaz rečem, ob tretjem sogovorniku skupaj rastejo. Magistrica Darja Kalamar-Frece, kot smo nekajkrat že povedali, ste magistrica psihosocialne pomoči in logoterapeutka, tudi predavateljica, spremljate pare, tudi ženske. Se zgodi, da se od ženske pričakuje, ker je bolj empatična, že pregovorno, je kar zakoreninjeno, da bo razumela, da bo popustila, je milejša, je močnejša v sočustvovanju. In potem se pogosto zgodi, predvsem v parih, zaradi tebe, da ji naložimo nek dolg, nek vzrok. Da nekaj ne steče, da so kakšni prepiri ali da smo celo vzrok za neko ne najboljše odzivanje, vedenje koga drugega. Koliko tovrstnih primerov je in jih vi prepoznavate v praksi? In da se ženske s tem kar sprijaznimo. Jaz sem res kriva, verjetno res kaj narobe naredim. Jaz rečem, po naših odnosih oziroma v naših odnosih se marsikaj dogaja. Tudi včasih zelo težke stvari, sploh za 4 stenami. Jaz se tudi rada, pa ne rada se hecam ob tem, ampak tako v žargonu rečem, če bi naše stene spregovorile, bi mi zelo jokali. In v terapevtskem tudi terapevtskem odnosu, potem za sogovornikama, velikokrat pridejo zelo težke stvari na plano. In v teh primerih, ko imamo oziroma dobimo občutek skozi proces, da je ženska tista, ker zaradi nje ni to, jaz nisem zmožen to, ampak to je dejansko prelaganje odgovornosti na nekoga drugega. Ni ženska kriva, da zdaj bom izbrala zelo kruto posledico, da jo je mož udaril, zato ker je preveč govorila ali pa ker mu je nekaj očitala. Tisti, ki udari, je vedno ima možnost drugačne odločitve. Ker tako kot ženska je tudi partner, moški, isto v svoji svobodni volji oziroma v svoji svobodi ima možnost biti odgovoren drugačnega ravnanja. Vedno rečemo, roka ima 2 funkciji, lahko udari, lahko pa poboža. In to so zelo težki potem, ko je to nalaganje krivde, oziroma ne samo nalaganje krivde, jaz tudi rečem iskanje izgovorov, zakaj je najin odnos takšen, ali pa zakaj sem jaz v odnosu takšna, ali pa potem zdaj, če govoriva, zakaj mož v odnosu takšen. Ampak to je vam vedno možnost drugačnega ravnanja. Prelaganje, iskanje krivca, ne bi bila tako prepričana, da je to prava smer. Redko uspe. Seveda uspe. Jaz vsake par, ki ga dobim kot v mojo nasprotno smer, ko z mano sedita, jaz vedno štartam z optimizmom. Vsak odnos je možno rešiti, ampak je pa odvisno, v čem oziroma v kakšni situaciji krizni sta se znašla. Seveda govoriva zelo nasplošno, imate pa tudi vi, pa sama tule polno izhodišč, ker ko govoriva o življenju ženske, se pišejo romani, o življenju sleherne osebe, ne nazadnje se lahko napiše zelo lep in vsebinsko zelo raznolik, pester roman. Še odnos, če sva bili zdaj osredotočeni na partnerstvo, torej ženska, kako je postavljena v sebi, kje lovi ravnovesje v skrbi zase in za druge. O tem ste nekaj rekli že, magistrica Darja Kalamar-Frece, dotaknili sva se tudi partnerskih odnosov, da ne smejo biti težave vedno naslonjene na drugega, zaradi tebe je tako, ampak da je zelo pametno, pravite, da najprej vase pogledam, kaj pa sam lahko prispevam k boljšemu odnosu, kaj pa sam morda ne delam prav. In to je seveda vedno lažje ugotoviti ob pomoči, ob pogovoru s terapevtom. Otroci, kot družinska mati. Če znova vzamemo za zgled Marijo, kako je Marija spremljala svojega sina? Kje nam je lahko tu zgled sodobne ženske in kakšen je naš odnos, kako mi spremljamo svoje otroke? Se mi zdi, da Marija je bila res, da nam je lahko vsem materem taki lep zgled.
Jaz Marijo kot lik Marije, kot Jezusove matere doživljam kot res ženska, ki je z srcem tihote in spregovorila takrat, ko je res čutila, da je zdaj prav, da tudi ona spregovori. Ne vem, čudež Kani Galilejski. Ni pametovala, ni jih obremenjevala, ampak je samo rekla, naredite, kar vam bo rečeno. Nič drugega. Močno je zaupala vanj. Tako, močno je zaupala pod križem. Si predstavljamo, da tudi to križenje Kristusa lahko primerjamo s kakršnimi kolimi preizkušnjami, ki jih doživljajo naši otroci ali pa jih bodo doživljale, ali kakršnimi koli odvisnosti, kakršne koli stran poti. Ampak kaj je Marija tam naredila? Ni grajala one stražarje, ni se jezila, ampak v tihoti, v molitvi z upanjem je bila tam ob Kristusu. In če bi me kot matere vedele ta lik izkoristiti, da smo velikokrat bi lahko bile tudi samo v tihoti, v tišini, v molitvi ob naših otrocih. Včasih nič kaj drugega ne potrebujemo. Ampak mi smo opremljeni z veliko znanjem, z veliko idej, z veliko, kar želimo na svetu dajati. Ampak Marija nikoli ni dajala na svetu. Samo rekla je, naredi to, kar ti bo rečeno. In matere bi mogli velikokrat tudi ta milostni trenutke izbirati. Marija kot zgled ženam, torej dekletom, ki pa niso matere, ki imajo pa drugačno vlogo in zelo pomembno poslanstvo v družbi. Tako, prav tako ženske, ki se soočajo s tem, zdaj nekatere verjetno po lastni volji si odklonijo, da bi postale matere, tudi to sprejemamo. Potem pa ženske, ki niso po lastni volji ne postale biološke matere, ampak tukaj je potem ena taka skrivnost življenja, jaz rečem. Težko bi pametovala o nekih, kaj je vse bilo prav, pa kaj ne bi bilo prav, kako naj se tudi ženske, ki niso biološke matere, nekako vključijo v družabno, kakršnokoli življenje, oziroma kako naj sprejemajo Marijo kot lik ženske. Marija je bila obdarjena z enim otrokom, s čudovitim, ki je bil Božji sin. In ona je v svoji preprostosti nekako, jaz upam si tudi trditi, da lahko vzgled vsem ženskam. Ampak težko rečem, vsaka ženska v svoji zgodbi zame njo za svojo, tam, kjer ji pride najbolj blizu. Katera je pa vam najbolj všeč, ta njena osebnostna lastnost? Prek pogovora ste jih že razkrili kar nekaj. Ampak meni koliko ste v njej premišljevali? Veste, meni je še všeč tam, ko najde 12-letnega Jezusa v templju. Jaz to iz Svetega pisma, Božjo besedo, velikokrat rečem, si predstavljajte starši, 3 dni, pustimo zdaj prav biblično razlago vseh teh znamen, ampak 3 dni ni bilo otroka in po 3 dneh ga najdeta v templju. In pa verjetno tudi niso bili tako lahkotni tisti časi, polno rimskega vojakov, napetosti v družbi. In mnogi rečejo, da so bili to bolj varni, ne vem če. Ja. In ko Marija vpraša otrok, zakaj si nama to storil? Ja. In on reče, ali ne vesta, da moram biti. Se pravi, zdaj si predstavljamo in meni je to taka, in ona je vse ohranila v svojem srcu. Meni to daje tako neko življenjsko navodilo. Veliko, kot sem že prej povedala, molk, besede, samota je tudi del naših življenj. Močno opolnomočimo otroke, družinske člane, prijatelje, prijateljice, sorodnike, če jim to rečemo, ob tebi sem, s teboj sem, te zaupam, verjamem, da si boš znal slediti poti, ki je zate najboljša. Je to zaupanje, ki ga ženska, da zdrži ob nekom, ki ji je drag, ki ji veliko pomeni, ali je to izredno pomembna vloga, ki jo ženska lahko nosi in jo ima? Kot nek tihi steber, ne vem, kako vi prepoznavate tudi ta Marijin lik v tej drži. In ali je ta drža tudi
dobrodošla za sodobno žensko? Vsekakor, če izhaja iz prave resnične ljubezni. Zdaj, sveti Avguštin razlikuje dve vrsti ljubezni, se pravi to pravo resnično, ki jo imenuje caritas, in potem neko posestniško ali iluzorno ljubezen. In potem ta resnična ljubezen temelji na resnici in stvarnosti, ne pa na nekih utvarah in projekcijah. In Marija se mi zdi, da je bila tukaj res v pristni osebni svobodi in resnični caritas izražala nazven. In nekako kot zgled, če govorimo kot zgled, če bi mi našli v vseh, ne glede ali v odnosih ali v družbenem življenju ali kamorkoli kliče posamezno žensko poslanstvo, da bi res ta caritas izžarevala, potem je to. Je katera stvar, sprememba, majhna seveda, nek korak, ki jo lahko vsaka izmed nas naredi že danes za recimo temu zdrave, bolj optimistične odnose? Po zgledu seveda Marije, ker smo pred jutrišnjim praznikom. Jaz se mi zdi, da je prvi bistveni korak, da vsaka ženska gotovi, kdo je. Velikokrat v tekom odraščanja, najstništva, potem zaposlitve, vse, kar nekako ali je to družinsko življenje ali ne družinsko življenje, se ženska na tej poti velikokrat izgubi. Pa tudi velikokrat ne po nekaki lastni odločitvi. Želi biti všečna in lahko se spreminja v nekaj, kar drugi pričakujejo od nje. In kot sva že prej rekla, ali odnos, ali družba, ali tako naprej, Ampak zdaj prvi korak je vzeti list papirja, svinčnik, kulico in odkriti, kdo sem jaz kot Darja. In marsikdaj gotovimo čudeže. In marsikdaj ugotovimo, da ta Darja ni Darja, ki je v resnici Darja. Jaz zdaj lahko govorim o sebi, svojem imenu. Ker si vzamete teh 15 minut tišine, vsaj toliko na dan. Jaz si več minut vzamem tišine na dan, ker meni to zelo, tako za družinsko kot za strokovno delo, mi zelo godi. Oziroma se mi zdi, da če ne bi imela več kot teh 15 minut, pa ni zdaj to samo nujno, da je tišina, ampak je velikokrat povezano tudi z drugimi dejavnostmi, ampak se mi zdi, da če tega ne bi bila to, kar sem. Oziroma ne bi mogla potem tudi 100% biti v družinskem življenju in 100% v strokovnem delu. Zelo dobro je, če najdemo ta odmik, ko smo na voljo ali smo sposobni slišati tudi neke odgovore, ki jih ne izbiramo sami, ampak pridejo, se zgodijo, jih zaslišimo, to pa vsaka izmed nas ve, kje to najde. Tako. Kaj je, s tem rečem, kaj je tisto, kar jo opolnomoči? Za mene je lahko 15 minut tišine, za mene je branje knjige, za mene je sprehod, za mene je dobra kava ni treba, da je dobra kava, ampak saj prijetna, v dobri družbi, se pravi z nekim zaupnikom. Za mene je to lahko pogovor, mini pogovor tudi z možem, za mene je to lahko čist preprosti mimogrede z kakšnim znamcem, prijateljem, ki so si bolj na ti, ampak to je moje. Zdaj pa na kakšen način pa to opolnomočenje išče posamezna ženska, pa mora ona odkriti. Možnosti pa je neskončno, če mene vprašate. Za sklep v sklepni minuti, magistrica Darja Kalamar Ferce, kje vas lahko naši poslušalci najdejo? Verjamem, da bi marsikatera poslušalka želela nadaljevati pogovor z vami in smo seveda tega veseli. Hvala lepa tudi za te premisleke, vaše spodbude, v katerih bomo premišljevali, morda celo jutri tudi o prazniku, ko bomo šli v kakšno Marijino svetišče in so ji poklonili, obenem pa ji tudi predali vse, kar nosimo v svojem srcu, ali težo, ali veselje, hvaležnost. Bi rekli, če z nekim takšnim stereotipom, recimo družbenim, skleneva, ženske so nekoliko pozabile na svojo milino, na svojo pravo mesto in vlogo, seveda to vpliva tudi na moške in na celotno družbo. Če je premalo teh ženskih principov, potem je veliko merjanja, trdote, strogosti v tem pomenu, veliko je analiz, statistike, torej tako zelo prijemljivo, materialistično. Moški so, vemo, kaj simbolizirajo, ampak vaše mnenje? Zdaj bom dala čisto tako na primeru
odnosa starša in otrok. Oče je tisti lik, jaz nekako tako razmišljam, ki pelje na tako strogo, jasno vzgojo, tudi z enim takim jasnim, strogim, zdaj ne bova rekli povzdigajočim glas, ampak tako, ne, prijetno za ušesa. Ta jasnost, da so meje, Tako, da so meje. da vemo, pri čem smo, Ja. to vse pomirja na nek način, ja, Tako. tudi če se z mejami ne strinjamo najbolj. Ja, zdaj ženska oziroma mati je pa tista, ki potem res miri oziroma daje eno tako, včasih bi rekli, ne to, da se skrije pod mamino krilo. Ne, ampak to ima, če mene vprašate, en zelo globok pomen, pa ne v fizičnem smislu, ampak Ni da je potuha? ni potuha, ampak da je mama, kot ste sami rekli, ženska kot milina, kot da otroku nekako potem, da otrok ve, meje morajo biti oziroma meje so, ampak lahko jih pa tudi malo blažimo. Zdaj to ne bom rekla, da jih Da smo v prekrojimo, nasprotju z nasprotjo, očetom, ja. ne v tem smislu, ampak se pravi, tisti nežen del, ki jih mora prav tako otrok začutiti. Jaz se mi zdi, da je to ena taka lepa primerjava, zdaj pa v ostalem življenju, ne nujno v družinskem, pa vedno morata biti dva pola. Mislim, vedno, ne, čist drugačni odnosi se tudi ustvarjajo, kolektivi so drugačni, ne, če smo ženske, moški, ne. Zdaj, če je samo eden ali drugi pol, ne, vemo, kako to poteka, če je pa eden in drugi, ne, se pa tudi učimo marsičesa drug od drugega. In se mi zdi eno tako lepo pravo razmerje. Je potreb vse več, tudi parov, posameznikov, ki potrebujejo terapijo? Ja, potreb je. Nekateri, ko ugotovijo v določenem življenjskem obdobju, da bi bilo dobro in prav poiskati sogovornika, in če si želijo izboljšati kvaliteto življenja, potem tudi pridejo, ne glede na situacijo, v kateri ste se znašla. Nažalost je pa verjetno še veliko parov, ki si ne dovolijo ali ne upajo, malo mogoče tudi stereotipno, ne, zakaj si poiskati pomoč, ampak jaz rečem, modro je, ker življenje je tako minljivo, tako kratko in mislim, da bi bilo škoda, da ga živimo v neurejenih, pristnih, iskrenih odnosih. Kje vas lahko srečajo, magistrica Darja Kalamar-Frece, kje delujete? Ja, delujem v Mariboru, kjer imam lastno pisarno, prihajam, ker sodelujem tudi tukaj v Ljubljani z enim zavodom, prihajam pa tudi v Ljubljano po potrebi, če se tudi izrazi želja, pa tudi delujem v Ljubljani. Potem me velikokrat med sabo povabijo kakšni starši, sodelujem tudi na pripravah na zakon, ko nekako mladim, bodočim upom, ne, spregovorim o odnosih, o komunikaciji in o marsičem še, tako da srečate me pa lahko tudi v Mariboru na kavici kdaj, ali pa tako, ne, se pravi, kontakti so pa po telefonu ali elektronski pošti. Hvala lepa za to, da ste se pripeljali prav za naše poslušalke in poslušalce v prestolnico. Veliko uspeha in hvala za pogovor. Z veseljem, bilo mi je prijetno in srečno. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.